Ko bi lahko zavrteli čas nazaj v leto 1945, v tedanje glavno mesto Beograd, bi zagotovo opazili, kako so sebe in hkrati našo folklorno skupino polni ponosa predstavili prijatelji in sovaščani, ki so v narodnih nošah z ljudsko glasbo in plesom sodelovali na prireditvi ob zmagi v drugi svetovni vojni. Ponosni na svoje korenine, oblačilno dediščino ter na plese in ljudske viže so leta 1946 vaščani še formalno ustanovili kulturno-umetniško društvo Bled, ki danes praznuje častitljivih 70 let delovanja. Vse najboljše, kulturno društvo Bled. Člani društva smo zelo ponosni, da smo del zgodbe, ki ste jo pravkar videli. Ponosni, da lahko še naprej ohranjamo kulturno dediščino naših predhodnikov in hkrati poustvarjamo ples, ljudske pesmi in viže blejskega okoliša. Naš zaklad je ljudsko izročilo, ki ga skušamo na čim bolj pristen način in kakovostno predstaviti z našimi 3 sekcijami. S folklorno skupino Bled, s pevci ljudskih pesmi, pevci iz Osojnice in z godci ljudskih viž Šmentana Muha. V veliko pomoč in oporo sta nam tudi častna člana Albin Valant, po domače Markoto Albin in Franci Črne.
Zelo smo ponosni, da imamo v svoji zbirki gorenjske in prekmurske noše. Danes pa predstavljamo še unikatne ljudske obleke z Bleda in okolice iz druge polovice 19. stoletja in prvič tudi obleki Josipine in Martina Hočevarja, ki sta narejeni po fotografskem gradivu in sodita v isto obdobje. Osebnost Josipine pa hkrati predstavlja lik dobrotnice z Gorenjske. Njene korenine segajo v Radovljico in v Bodešče, k Sodarju, ker ima kulturno-umetniško društvo Bled v zadnjih letih tudi svoje prostore. Želimo si, da bi uživali v našem programu, v katerem vas bomo s hudomušnimi igrami, za katero je scenarij pripravila naša članica Gaja Potočnik, skušali za kratek čas popeljati v 19. stoletje. Društvo je v vseh teh letih preživljalo vzpone in padce, a gorenjska vztrajnost in potrpežljivost po ohranjanju kulturnega izročila ni pojenila. Naj vas skozi današnjo prireditev vodi They
Kakšen špilanek pršoj pa je tole zdaj? Vam bom jaz dal s palco? Tele ribenske ragle povsod jih je dovel, mi pa tele čakamo, da bomo začeli, da bo odprli šolo novo, da bomo povabili svoje goste, take, ki so najbolj pomembni, da danes pridejo k nam v vas. Ja, veste, te otroci so res tak, jaz sem imel veliko učencev. Pa samo, a boste šle hitro domov? Lejka, tole je manjka malo kakšne palce. Ja, sem imel veliko učencev, ampak samo eno je zastopil, pa še tisto narobe. Ja, no, zdaj danes imamo tako slovesnost, je prav, da vam povem še kaj od Josipine pa od Martina, ki sta taka dobra dobrotnika bila. Na današnji otvoritvi dale še naše vrne šole, tam je dva terapijska, ne? Sta jo pomagala finančno podpreti vso svojo dobrotnostjo. In seveda, ona dva pomagata, da se naša šolstvo razvija. Pomagata tako, da poskrbita za otroke, da dobijo šolske potrebščine, da iz tega sklada dobijo revni otroci obleko, obutev, pa še kakšne učbenike pa zvezke sabo, čeprav smo takrat še na tablice zapisali. No, sicer pa, opa, že prihajajo gostje, poglej, se že zbirajo starši. No, dober večer, dober dan. Opa, če jaz kaj vem, prihajajo tudi naši glasbeni gostje. Poglej, to je šventena muha, tako se vam menda reče, pa to zato, poglej, še celo žensko me je sabo, v tistih cajtah so samo meste dekleta lahko špilale na kakšne instrumente. O, pa Lojze Ugorjevce, z Miro pa z Rajko tam tukaj, kar usita se kaj za tisto mizo. Ja, tako, ja, cel ansambl si je pripeljal Lojze s sabo. No, pa, kdo so prišli zdajle, kar se mi zdi, kar deželni predstavniki, krajni glavar s svojo soprogo, dobrodošli, no. O, Marička, poglej, pa še krajni glavar je tlele. Gospod župnik, le naprej, brez vas ne bomo danes mogli zdraviti nobeno stvar skozi. Ja, da boste verjeli, se klanjam gospam Josipina in gospod Martin, to sta tele dva v lepih pantah. Ne boste verjeli, ampak govori se celo, da sta Josipina in Martin znana po celem cesarstvu. Tudi na Tirolskem se slišali od njih, zato bomo danes s sabo naše goste. Pozdravljeni, Tirolci! Poglej, to pa je to zdaj zmanjšmore. Še cela godba je prišla, da bo pomagala odpreti tole naše šolo.
Gorje, ne vam Bog ne prosi, koliko povrne se nam tule zaigrali. Vse enkrat pokloni. Zdaj se nam Gorjanska godba tako lepo zaigrala. Je pa to tudi en tako vod, gospod Okrajin glavar, da počas mi tole šolo odprle. Kaj mislite? Seveda, kar? Ja, kdo pa prerezal trak? Ja, jaz pa žena. No pa le dejta. Slučajno znanje, da je nova šola odprta. Bravo! 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 Torej, urejena nova šola je odprta. No, tako, zdaj pa še. Je še kakšno za reči? Ja, zdaj bo pa še župnik nekaj. Ja, seveda, gospod župnik, lepo prosim. Ste pozabili. No. Da bo slovesno blagoslovljena tale nova zgradba nove šole. Za pridne učence, za dobre ocene. Za zgledne učitelje, ki bodo vere in domoljubno učili. Naj jo tisočkrat blagoslovi. No, pa da bo še več takih dogodkov, kot je takle današnji, pa da bo še več takih ljudi, kot sta Hočevarja, ki sta za našo župnijo en dober dar dala. V višini 20.000 goldinarjev. Bravo! Bravo! Tako da se jim zahvaljujem in naj Bog blagoslovi še njiju. Ja, hvala lepa, gospod župnik, hvala lepa, gospa Hočevarja, pa gospod Hočevar. No, ampak zdaj, tole današnjo priliko moramo pa se rabiti za nekaj drugega. Namreč, danes, ko se jih toliko skrb zbrane, da je prav, da tisti, ki že veliko let plešejo, da dobijo tudi svoj priznanje. In sicer tako dobijo za svoje igranje in plesanje po širni naši domovini in še čez bronasto Maroltovo značko za 5 do 10 let plesa. Petra in Uroš Benedičič, Andrej Begovič,
Katja in Edvard Friedrich, Tomaž Zupan in Urška Talar. Tisti, ki so 10 do 15 let že v folklorni skupini, pa prejmejo srebrne Maroltove značke. In to so Lara Košir, Tadej Kovačič, Tomaž Mohorič, Ana Pazdar, Katja Pogačnik, Barbara Peterman, Petra Zupan in Katja Mužan. Ampak mi imamo tudi take, ki so že več kot 15 let v folklorni skupini. Del pa dobijo zlate Maroltove značke. To pa so Sara Potočnik, Mohorič, Matejka Nabrnik, Mirko Potočnik, Tilen Soklič, Peter Zupan, Tomaž Zupan in Primož Jan. Nazadnje naj povem pa še tistega, za katerega je tudi zato premalo. Namreč, več kot 30 let se pa podelijo častne značke. No, tako je pa zaslužil Markotov Albin. Zdaj pa danes ne bomo zavlačevali s temi značkami, pa gospod župnik, jutri po 10 marš bomo tole podelili, prav? Govor mora imeti dober začetek pa učinkovit konc. Najbolj važen pa je, da sta začetek pa konc bliska. Ne prestan govoriti, pa nič povedati, je bila zmeraj najboljša oblika govornika. Pripovedovala isto zgodbico v Osve, ki je zvrtnike Rijo. Takrat sem jo zastopil, tako kot vsak otrok. Pa sem pa majhen zrasel, je pa oče rekel, naj svojega osva najdem za svoje potrebe. Pa sem ga tudi zastopil. Vedel sem, da se obnašam preveč bogat, pa da bom mogel svoje zahteve svojim modelom pokrivati. Ampak vsejlik sem se začel spraševati, kakšen za vraga ta osva mogo biti, da v zvrtnike Rijo. Kolčke, da pravimo osva podoben, pa mogo po mojem porlobca žreti prvi pa srat. Če hotel zvrtnike kozvat, kdo mogo tu zvrto žreti. Ampak če pa vse to, kar naredil, pa vam podobno pavrko med, da bo to naredil. Pa sem videl, da so to vse skupne same trparije. No, pa sem pa zrasel, se postaral, pa so pa šla nov cajt. V novih cajtah smo pa dobili tudi nove na oblast. Da so nam pa čakali, zmrjali, en drugmu so vse sorte potikvali, obljubvali. Pa si najbolj špasen še bili pa še tisti, ki so jih sprašvali. Če so na umen vprašana, tudi odgovor ne more biti bolj. Od vzgatnega obalbana sem pa tudi jaz mislil, da jo napesa najmanj kar na zemlji. Pa tudi tega ni bo nič. No, takrat sem pa šele vedel, vam je mat hotela dopovedati s tistim osmem. Da tist osla, ki zvrtnike rigajo, še niso izumrli. So pa tisti otroci možgan, ki vse to verjamejo. No, zdaj imamo pa vi še kakšne goste tele pri nas, ne? A je bo držalo? No, veste, če je ta glas od Josipine pa od gospoda Kočevarja se je razširil po celemu cesarstvo, celo v Tirolah so zvedeli zane. Gospod, a bi jih vi povabil v tele vaše s Tirolov, se jih bolj poznate? Meine liebe Freunde aus Tirol, bitte kommen zu tanzen. No, dajmo. Tole bodo zdaj naredili 1, 2, 3. Gleda.
Gospod Počivar, a se tole reče, Dankeschön. Dankeschön, pa se vidimo spet pri nas, še letos ali pa tukaj. Hvala lepa. Še enega. Še skrbno zaplesati, če sem prav zastopil. Kje pa še kaj, še pojte še dva noter, no? Vejte, vse te to, da se ne morajo bati. No, vidiš, pa je kaj nekaj šlo zraven. No, še eno bodo skrb zaigrali. Hvala lepa, Dankeschön. Dobre dan. Sorry, this is only in Slovenish, so let's write in English. Andre, thank you that you made it possible that we came here to play and see this nice event. We can quite follow all the action and all the story, but it seems to be very nice. And to say thank you, we brought a little something for you. Thank you very much.
thank you, our friends from Hochfilzen and other Tirol. We are really happy that you are today with us, and we hope that we see you next time, or here or in Hochfilzen. Thank you. Jaz sem pa malo odpovedal, pa sem pa zgledal, sta tudi noter, to je zelo tega. Gospa Gnadleva, verjetno ki hoti nekaj še povedati, kaj ne da. Midva z Martinom sva zelo zadovoljna pa presrečna, kako dober, pameten in premišljen ste tole najin denar vnovčila v šolo. Tako, da sva po tehnem premisleku se odločila, da namenva še novih 20.000 goldinarjev za 10 štipendij svojim prijateljem. Vivat! 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 Tudi jaz se popolnoma strinjam s svojo preljubo Jozefino, ampak pod pogojem, da se bo na tej šoli izvajal redni pouk v nemškem jeziku, zato boste pa vi prevzeli odgovornost. Prednost ne imajo pa otroci šolskega okraja Radovljica, katerih starši ne živijo v mestu. Vsi vi, vaščani, pa se zavedajte, da je razvoj šolstva zelo pomemben za razvoj kraja. Tisočkrat poklone, gospa, pa gospod Hočevarjeva, za tale dar, ki ste ga nam namenili. A vas vka povabim na našo veselico, tukaj v tvoj konc bomo na trgu bomo malo zaplesali. A ste za to? Kaj izvolite naprej? No tako, zdaj bomo pa malo zaigrali. Dajmo. Kje ste gostje še? Pejte noter, je kleh ščednih deklin. Tako. Če babe vuk stojijo, takole govorijo, razlagajo in čenčajo to vaško ropotijo. Razlagajo in čenčajo to vaško ropotijo. Ta prva prav od kruha, ta druga kaj se kuha, ta tretja pravi jaz manj sina potrebuha. Ta tretja pravi jaz manj sina potrebuha.
Zminčka. Takrat je tudi Triglav ratov. Moj pa je mušen malo veselo tudi Zminčkom. Takrat je pa, kogar se za bogatstvo dob, naredil še 2 dvojčka. Rata sta pa. Na prvu je imel groben punc, pa so mu zaradi tega rekli, da je kurin. Moje oči niso poznali besede petela na pa. Ta je leto zunaj sulca, pa stičal po konc. Če je za žvadje, ki je lovil, je pa za babam. Pa se pa rekel, da si kurbal, ki je bil kurin. Da se rad na to napisal, da se je kurbal, nekaj tako. Ta je bil bog, od smo, kar je gledal ven z vode. Drug je bil pa bog, da smo, kar je gledal pod vodo, kar je vodo. Edin za gnezd je mu tam pred krajem pec. Pa pravo samo ono 3 zoban tam po vod, tam pa kjer mu ribe lovil, da kričal pa sploh ni mogel, ker tam v vod sploh bonijo. Pa zaradi tega njegov tač malo kam slezel. Eni pravijo, da je to malo zaradi mrtve vode. Ampak jaz mislim, da predvsem zato, da tudi nič nucov nijo. Dragi prijatelji, danes, ki ste prišli na tale dobrodelan ples, dajmo še enkrat skupaj stopiti, pa zberemo denar za naše siromašne prijatelje. Če vam pa denar ni gre žepo, pa prinesite tiste knjige, pa zemljevide, pa zvezke, pa tiste obleke, ki vam visijo po bajku. V vaški faju pa v šoli bodo vsega veseli, a ne? Tako je. Zdaj pa pejte malo plesa. Pa bodo naše sploh dobre, če vse v slovenskem jeziku. Bodo, za tvoje otroče.
lastovke gnistijo, so dobri ljudi doma, življenje prinašajo zemljega sveta. Ker lastovke gnistijo, so dobri ljudi doma, živi podanjajo srečo brez vodja.
Zato je po svoje fajn, da pridejo ljudje z vseh koncev sveta. Pride tudi kakšen, rekel prav fajn deklit. No ja, pridejo pa tudi take, imajo pa prav posebne vrline na to, ne? Glejo, kak mimo gre, še ne pogleda me. Še ne pogleda me, sam dekle. Še ne pogleda me, sam dekle. Šole ima prav nogi, nogavice plavi. Zlate origane nosi dekle, dekle. Zlate origane nosi dekle. Tiča je prav lepo, stopa tudi fajn drobno. Fantov zadost ima, fajn se golfa, golfa. Fantov zadost ima, fajn se golfa. Pravijo bogata bo, pojmo leklicat jo. Če bi denar ne bil, bi jo pustil, pustil. Če bi denar ne bil, bi jo pustil. Ona ima tavžente, jaz imam pa baržete. Varžetev, svince dajav, dajav. Tavžetev, varžetev, svince dajav. Ko imajo. Je čisto tiskala vliva. Tja je že pregledal te kajete dolge hipe. Ja, poglej se, ja. Ne blesat kapel, doktor je še tvoj. Saj čitam, če ima, ti pa boja si. Maj, pomira, da staš. Ja, čez ribe in doline si že dober glas, da bi zilsko sladkovince, zdravje je za nas. Rimski voščaki so svajali svet, nam pa prinesli najlepši so cvet. Rožo drtečo, ki žahno cveti, in nam na jesen grozdje rodi. Vinček bizeljski poznajo povsod, urenke šle so na Dunaju dol. Grlar moža po svetu okol, še ti toga imel je za svoj protokol. Ja, čez ribe in doline si že dober glas. Na bizeljsko sladkovince, zdravje je za nas. Dragi bil najboljša bizeljskem se dobil. Ko spočivajo, uživa mnogo lepši bil.
okol, še ti poganil je za svoj protokol. Ja, čez hribe in doline seže dober glavo, da bi zimsko slavkovice zdravje je za nas. Drag in jo najboljšo na bizilskem se dobi, bo spoštljivo jo uživa, odkar sva se spoznala, so cvetile rožice, ko sem srci mu dala, a zdaj ko pas je v cvetju maj, ostala spet sem sama. Odšel je fant moj tudi kraj, ne bova več nazaj. Kje so zdaj tiste gladke stezice, ki so vodile jame cvetlice? Kje so zdaj tiste rožice bile, ki sva jih nabirala, ko sva ljubila se? Jesen je šel in megla je, se travnike zakriva, kjer sva se sprehajala, se prvič poljubila. Le malo še in beli sneg zametel v planjave, prekril so vejo bom sopri, še najine poti. Kje so zdaj tiste gladke stezice, ki so vodile jame cvetlice? Kje so zdaj tiste rožice bile, ki sva jih nabirala, ko sva ljubila se? Kje so zdaj tiste rožice bile, ki sva jih nabirala, ko sva ljubila se?
res mojstri da pravi bili, pišički so vinarji, korup so pšenico posod, za kruh so drobili lepo. Dej žalost večkrat vesil, odmivajo kri peklo, ker kmitice javje učil, povezal jeseni je znov. O gabrnici mlin, do mlina je klepal, veselo kri peklo, pišicam se igral, se čas naprej vrti, ni več nazaj poti, a mlin bo še zapil in zlato nam žito pomil. Ni bitje kot prej pripeklo, potoček vesel žubori in željna zemlja paji. Življenje odvodi ga tja, neskončne skrivnosti sveta. O gabrnici mlin, do mlina je klepal, veselo kri peklo, pišicam se igral, se čas naprej vrti, ni več nazaj poti, a mlin bo še zapil in zlato nam žito pomil. Mlin bo še zapil in zlato nam žito pomil. Se modro spinjajo, gori, ker po zimi sneg povleče vse vrti. Kjer doline mirno sanjajo megla, kjer gozdovi so zeleni obloda. Kjer šumijo bistre reke kot kristal, kjer se v toplem soncu ziblje modri val. Kjer so med gozdovi tiha jezera, kjer potoček bistri žubovi zvoda. To najdražja moja je dežela, domovina moja ljubljena. Polna sonca, cvetja in zelenja, to najlepši košček je sveta. Kjer spomladi bila češnja zacveti, kjer zorano polje kakor ni diši, kjer zoreče klasje v vetru valovi, kjer na ognji so
Veliko reka, pa skromne, se pele gorjansko leso v Podolini.
se jutri moram pripravo za šolo narediti, ja, pa palcev nam nas ne pozabiti. Se spet vidimo, a ne? Še ti bojo nekaj da prislu, paš ti bo dolgo še treba. Tudi midva se postavljava, še prej pa podeliva v imenu kulturno-umetniškega društva Bled, Luki Poru, vrednostnico v znesku 512 goldinarjev. Ampak se zahvalim primeru Luka za to dobroto, Bled, za vse 4 leta, pravi če bi nekaj vodo, pa osoben Catansko še res najlepša hvala. Hvala lepa. Andrej, prid sem! Aj boš kaj preklical vse tiste krabe v tile pušace, no? Ja, seveda, imam same cvetlice. To prvo bi na oder povabil Margaret. Margaret, to pridite dol. Vse bi bo dal ljubka. Nimfonico Matejko Nabernik. Matejka, kam se skriva? Tako domače, ker Jozefina. No, gospa Jozefina, kje je naša? To je to. Pol bi pa poklical še Gajo Repe, oziroma Potočnik, ki je sestavljal ta scenarij.
disciplina je prišla. Povabil bi še Urško Praprotnik-Zupan. Sama hvala Bogu 2 primka, da se nam zdijo tako kar predaji. Zahvalil bi se tudi Franciju Černetu in upam, da bo svojo boljšo polovico pelal na eno večerjo. Zahvalil bi se tudi vsem članom Kulturno-umetniškega društva Bled za tale nastop in za vse potrpljenje in vse naše vaje, da smo tole speljali. Ja, to vem. Tako da hvala godcem, pevcem, folklori vsem, hvala vam, da ste prišli. Drugo leto se bomo tudi videli, a ne? To pa na koncu povedal. Zdaj pa hvala lepa vam in vabim na oder sekstakord. Dobro poslušajte, nisem rekel sekstakord, ampak sekstakord. To so fantje,